Torej, zadnje dejanje, lahko rečemo, današnje konference, moderirana razprava, David Razboršek bo tisti, ki jo bo vodil, udeleženci pa Tanja Rudolf-Čenčič, vodja socialnega marketinga iz Principa, Tina Cipot, vodja službe za korporativno komuniciranje in družbeno odgovornih projektov v Lidlu Slovenija in pa Tomaž Bergoč, izvršni direktor Slovenske fundacije za UNICEF. Oder je vaš, izvolite. Najprej hvala fantoma za dvig v tednu mobilnosti, ker sta mi omogočila mobilnost. Pa recimo danes zjutraj sem se ravno spraševal, ko je teden mobilnosti, pa je pot trajala pol ure dlje, kot traja ponavad do Ljubljane, pa še dlje traja. Ne vem, če je mogoče namen tega, da teden mobilnosti, da si dlje časa v vozilu, ki ti omogoča mobilnost. To dela? Dela, zdaj pa dela. Prav užitek je biti tule, zaradi tega, ker imam 3 čudovite sogovornike in tudi 3, ker se poznamo, predlagam, da se kar tikamo. In tudi hkrati 3 z različnih vidikov, z različnih področji, ki vsi zelo dobro poznate socialni marketing. Na eni strani imamo Tanjo, ki je, kako lahko tem rečem, ker mogoče dvoživka malo, ker je hkrati zelo uspešni nevladni organizaciji in v agenciji, ki kreira te kampanje, tako da veselje. Potem imamo Tino, ki, koliko sem jo uspel spoznati, je kar svetla izjema na področju oseb v podjetjih, ki razume tudi delovanje nevladnega sektorja in razume delovanje potrebnih sprememb. Ter pa Tomaža, ki si pa poskušam približno predstavljati, kako mora biti, ko si v organizaciji, ki ima toliko znanja, ki je hkrati nevladna organizacija, ampak hkrati del takšne močne mreže, tako velike spremembe, tako da se veselim. Zdaj pa mogoče bi začel z enim vprašanjem. Kaj je za vas, ki velja za vsakega izmed vas, in kaj je za vas dobra socialno-marketinška kampanja? Zdaj, če bomo kaj tasga povedali, pa Sinja bo rekla, ne, ste narobe razumeli moje predavanje. Jaz izhajam iz komercialnega sektorja, pač sem v Lidlu Slovenija, kar pomeni, da dejansko naš core biznis je prodaja, na policah kupujete naše izdelke, upam, da. In to je naš core biznis. In socialni marketing kot tak mi pravzaprav niti ni bil toliko znan. Vse, kar smo pač želeli v podjetju mi narediti, mene je pa Veronika v bistvu poučila o tem terminu. Vse, kar smo želeli pač v Lidlu narediti, oziroma še delamo z kampanjami, oziroma programi, bom rekla rajš, ki jih imamo, je narediti neko spremembo. Zdaj, tu sem predvsem zaradi tega, ker je Veronika želela, da pač prikažem oziroma razložim, kako smo se lotili programa sodelovanja z Zvezo za šport invalidov Paralimpijskega komiteja, ampak delamo tudi marsikaj drugega. Recimo delamo z ekošolo Hranica Tjaven dan, ki je kampanja oziroma program že 5 let, s katerim želimo spremeniti razmišljanje v družinah, tudi pri sebi, sistemsko spreminjamo stvari, ampak razmišljanje v družinah, razmišljanje v gospodinstvih, kaj je početi s hrano, da gre čim manj hrane v smeti, ker ne nazadnje največje oni zavržejo. In take stvari, kar pomeni, da v bistvu vedno izhajamo iz nekega problema, ki se nam pojavi, tudi nam, kot trgovcu, in hkrati izhajamo iz problema tiste organizacije, s katero želimo sodelovati. In za mene osebno, ne moram to reči za Lidl Slovenija, ampak za mene osebno je socialni marketing znotraj našega podjetja pristop k problematiki, ki je širša kot samo, ali pa ne širša, ki je dosti močnejša kot pa samo to, kje bomo mi cari, pa kje bomo imeli gor logotipe. Lahko vam tudi mogoče kdaj kdo pojamra, da če pristopijo k nam pa rečejo, mi bi pa vas imeli za sponzorja, pa rečejo, vam damo logotip tam, pa na naše socialno mreže vas bomo dali, pa Veronika se smeje, ker jaz to predavam komunikatorjem oziroma nevladnikom,
pa dali vas bomo v naše newslettere, z tistih 16, ki jih pač ljudi prejme, pa tako naprej. To bomo mi naredili, vse logotipe bomo pobrendirali, se bomo počeli, pa bomo jaz rekla, hvala lepa, ne bi. Zaradi tega, ker to ni point. A ne? In mislim, da tudi športna sponzorstva leta nazaj so bila taka, zdaj pa dejansko, če vidimo, če pogledate, tudi športna sponzorstva niso več samo branding ali pa endorsement, ampak je mnogo, mnogo več. Spreminjanje določene segmenta ljudi ali pa določene problematike na bolje. Ta boljši svet, kot imamo mi pač inicijativo Ustvarjamo boljši svet, je ful pomemben tudi za komercialni sektor. Vedno bolj. Super. Ja, zagotovo dobra akcija je takšna, ki dejansko privede do nekih sprememb. To bi tako rekel, ne vem, prej sem ti omenil tisto akcijo kolegov iz Islandije, ne? Pa mogoče lahko povem, ker mi zdi takšen primer, ne take ful dobre akcije, ker pa je prišla iz samih otrok in je sam dobila podporo pač kolegov z UNICEF-a, da so jim pomagali stvar spraviti v javnost. In sicer, tako kot pri nas, problem dostopnosti do psihiatrične, specialistične, pedopsihiatrične pomoči, čakalne dobe predolge, čakanje na psihiatrično strokovno pomoč je lahko uničujoče za otroka. Malarija se je zbrala, mislim, ne govorim grdo, krasni otroci so se zbrali in posneli s telefonom spot, ko igrajo fuzbal, si zlomijo nogo, ga peljejo na urgenco, na urgenci rečejo 6 mesecev čakalna doba, pridite čez 6 mesecev, čez 6 mesecev se mu noga narobe zarastne, pravi, ne boš mogel več fuzbala igrati. So rekli, aha, noben ne čaka na to, če si zlomi nogo, ne, ko se pa človek zlomi na drugi način, pa čaka 6 mesecev, kaj se z njim zgodi? Naredili so hudo spremembo, ne. Torej, vsi so se zamislili. Je res, da sicer Islandija je malahna, se vsi poznajo, zadeva viralno šla naokrog, ampak pomeni, potem se je UNICEF vključil s svojimi strokovnjaki, ki so lahko pomagali, ne vem, verjetno zdravniška zbornica, vlada, vsi so se vključili in so te čakalne dobe zmanjšali, ne vem, 6 mesecev na 6 tednov, v pol leta, v enem letu pa še manj, ne. To se mi zdi ena taka stvar, kot nekaj takega lahko narediš, si lahko ponosen, ne. Drugače pa kolegici Tini, pa sam to, jaz sem pa zelo vesel, da pa vidimo v vaših katalogih pa našo varno točko, da pa vendarle omenite z logotipom še vedno. Ja, jaz bom mogoče malo bolj osebno štartala, se pravi, zame je pa dober socialni marketing v bistvu najboljš, kar se lahko zgodi marketingašu oziroma marketingašici. Zato sem tudi sama 7 let nazaj v bistvu iz klasičnega marketinga ali pa oglaševanja prešla, tako kot si omenil, nevladno organizacijo, Združenje Drogart, kjer pa se v ekipi socialnega marketinga iz principa res iskreno in v bistvu vsakodnevno ukvarjamo prav socialno-marketinškimi kampanjami, pa tako, ja, kot si prej omenila, mislim, če se tikamo, mogoče lahko vsi, mogoče ne delamo res celovitih socialno-marketinških kampanj oziroma socialnega marketinga, ker mene pač ta finančni vidik seveda vedno žul, a ne, za tako celovit pristop so potrebna visoka sredstva, ki pogosto niso naša realnost, se pa ukvarjamo se prav socialnimi oziroma marketinškimi kampanjami, komuniciranjem. In tako kot sem rekla, se mi zdi, da je to najboljš, kar se lahko marketingašici ali pa marketingašu zgodi, zato ker je to po mojem mnenju najvišji res skupni imenovalec združevanja osebnih vrednot, pa v bistvu te profesionalne kapacitete, ki jo nosiš, pa gradiš skozi življenje, ne. Ker dejansko na koncu je pač ultimativni cilj neka sprememba na bolje, pa bi tukaj vseeno še dodala še eno dodano vrednost, da spremembe se pa vedno dogajajo najprej pri nas. Tako da tudi tukaj je tudi to zame osebno, da z vsakim projektom, ki se ga lotimo, pač smo tudi mi, ki se z njim ukvarjamo, boljši ljudje, no. V tem trenutku imamo 3 aktualne socialno-marketinške kampanje, ki jih mogoče še niste zasledili, mogoče ste jih, ukvarjamo se s problemom uporabe mobilnih telefonov oziroma čekiranja socialnih omrežij med vožnjo. Nekaj city lightov je, ker smo združili moči s podjetjem Volvo, ki nam je pomagalo pri tem, da lahko spravimo zadevo v medije, pa nekaj več produkcije. Tudi mi se ukvarjamo z problemom nasilja med zmenkanjem, imamo projekt pravila dejtanja zunaj, kjer nagovarjamo mlada dekleta,
jih krepimo v zavedanju znakov tega nasilnega vedenja v zgodnji fazi partnerstva in jih obogumljamo za to, da v tej zgodnji fazi, ko znaki še niso tako boleči ali pa tako mogoče dokončni, naredijo nekaj, eno spremembo. No, tretji projekt bo pa oktobra zaživel, ko bomo pa tudi mi tretjič odprli vrata ozaveščevalnega escape rooma izkoriščanje delavcev, ki ga bomo torej zdaj tretjič odprli za javnost. Če boste mogoče pozorno spremljali medije, se lahko tudi sami prijavite. Upam pa, da bo prišlo pač več ljudi, ki te problematike ne poznajo oziroma se ne zavedajo tega, da se tudi njih lahko dotika. Super, se veselimo. Morda eno vprašanje, kaj je prvo, pri čemer začnete razmišljati pri snovanju marketinške kampanje? Pa mogoče, Tomaž, s tvoje strani kot nevladnik, kaj je tisto, kar te reče, to pa je potrebno nasloviti in kaj je tisto, kar te takrat pred rami drži, z tega pa lahko naredimo in moramo narediti neko veliko zgodbo? Ja, mi imamo tukaj malo specifično situacijo. Mi smo slovenska nevladna organizacija, ki imamo pogodbo o sodelovanju z mednarodno organizacijo, torej z UNICEF-om, in sledimo komunikacijski strategiji in prioritetam, ki jih postavi svetovna organizacija. Seveda jih potem prilagodimo, katere so, imamo jih na voljo nekaj, izberemo tiste, ki so bolj aktualne za naše razmere. Naša Biblija je konvencija o otrokovih pravicah in pravice, ki so tam zabeležene, so tista stvar, o kateri izvajamo akcijo ozaveščanja. Seveda je pa tukaj še en element, ki je pa tudi zelo, zelo pomemben, in to je zbiranje sredstev. Naše kampanje so pogostokrat orientirane na fundraising, imajo mogoče ta element ozaveščanja pa predlaganja sprememb kot enega od elementov te fundraising kampanje. Naprimer, zadnja akcija, ki je kar nekaj tudi prahu dvignila, komunicirali smo in zbirali smo sredstva za izvajanje programov cepljenja otrok v državah v razvoju. In seveda, če nasloviš to temo, poveš in govoriš tudi o dobrih straneh in o koristih, ki jih cepljenje prinaša in kaj se v svetu dogaja zato in tam, kjer cepljenje ni mogoče ali ni v taki meri izvedeno, kot bi lahko bilo. Naš namen je bil zbrati čim več denarja, da se bo lahko čim več otrok v državah v razvoju cepilo. Vedeli pa smo, da hkrati naslavljamo tudi našo javnost in da naslavljamo tematiko, ki je tudi pri nas ta trenutek pereča. In potem tukaj balansiraš, kako boš naredil akcijo, ki bo čim več denarja prinesla in ki bo hkrati tudi relevantna za našo javnost. Mi dostikrat očitke slišimo, ja, delate za otroke v tujini, kaj pa naši otroci, absolutno ne gre nikoli za ali, ne boš zbrati, ali boš tega ali onega. Naši otroci so v neprimerljivih razmerah s tistimi otroci, za katere je naše osnovno poslanstvo delati. Za naše otroke delamo pa na programih zagovorništva, ozaveščanja javnosti, kot je bila recimo ta, da se preprečuje nasilje nad otroci. Akcija Escape Room je naslovila pač spolno nasilje nad otroci. Tako da, kako se lotimo in kaj snujemo, pač imamo letni strateški načrt, tudi mi, ki ga podpišemo v dogovoru z organizacijo in potem temu načrtu sledimo, seveda se pa odzivamo na aktualne zadeve in poskušamo tudi mi kakšno temo dati na agendo mednarodne organizacije, če se nam zdi, da je premalo sprejeta. Ta trenutek sigurno nestrpnost, populizem vplivajo tudi na življenje otrok, predvsem na otrok na begu in v migracijah. Tanja, še isto vprašanje za tebe. Skratka, kaj je tisto, kar najprej se lotite, najprej razmišljaš pri načrtovanju kampanje? Ja, najprej se vprašamo, to je tisto, kar sem tudi prej omenjala, kaj si mi mislimo o tem, se pravi, v bistvu prevetrimo osebna stališča, odnos do neke problematike. Mogoče pri nas je specifika ta, da mi projekte izvajamo oziroma vire financiranja za svoje projekte iščemo na več načinov oziroma imamo različne vire. Se pravi, en tip projektov, ki jih izvajamo, so naši lastni projekti in tukaj je ta osebna motivacija mogoče res najvišja, ker se odzovemo na neko priložnost, ki je zunaj, predvsem takrat, ko jo tudi sami zelo začutimo.
Tako da to potem drugi sodelujemo tudi z naročniki, mi z nevladnim sektorjem sodelujemo tudi kot njihova potična agencija oziroma kakšni kreativni tim, kot podaljšana roka glede na možnosti, ki so. In pa izvajamo se projekte tudi za avtomatično združenje drogat, ki se pa srečuje na terenu z mladimi uporabljanjem droge in alkohol. Se pravi, najprej sami sebe vprašamo, kaj se o tem mislimo, koliko smo motivirani na tem delati in nekaj spremeniti, ker tako kot sem prej rekla, zelo zasledujemo to močno črto osebnih pa poslovnih vrednot oziroma dejavnosti. Potem pa ponovno se srečamo z finančno realnostjo, ki je večinoma pač ni bleščeča, sredstva so omejena, tako da zelo hitro trčimo ob zid tega, kaj lahko naredimo, glede na to, kaj bi si želeli narediti, zato tudi mogoče naši projekti večinoma so res zelo kreativni, zelo prodorni, ampak mogoče niso tako zelo odmevni, ker nimamo te široke palete možnosti, ker res odzivamo tudi na projekte, ki imajo majhen budžet. Mogoče nismo zadosti še tukaj naredili na tem, da bi te budžete povečali, ker smo tudi majhna ekipa, 4 osebe, pač vsakodnevno na tem delamo, ampak kako si predstavljate, da od zasnove do izvedbe je milijon stvari, dolga pot. In to je potem tudi neko znanje, ki smo ga generirali že prej, se pravi, iščemo čim bolj učinkovite poti do ciljnih skupin, ki ponavadi nismo mi, se pravi, najprej se seveda mi vprašamo, kaj o tem mislimo, v resnici je pa pomembno, kako, kot smo tudi prej slišali, kako o tem razmišljamo, kakšne zadrege glede tematike ima res naša ciljna skupina, iščemo poti do njih, iščemo poti do medijev, skratka, do neke podpore, ki bi nam omogočala, da nas vsaj ciljna skupina sliši vsaj v določenem segmentu in v tem segmentu iščemo čim bolj kvaliteten stik z njimi, kjer pa seveda ne ostanemo samo pri oglaševanju, ampak tudi pri terenskih akcijah, izkustvenih projektih, verilah in tako. Super, se mi zdi, da si kar odprla temo, mi v glavi glede budgeting Slovenija versus mednarodno NGO sektor versus sem pa mogoče za malo kasneje. Super. Tina, še zlata napisal, kak pa ti to vidiš, kaj je dobro socialno marketinška kampanja, skozi to, kar prejmete, prej si že malo načela to temo, se pravi, priletijo različne stvari do tega, kje vse bi Lidl mogel biti in kako prepoznaš, kako ti oziroma kako vaš tim prepoznate to, kamor se res plača vložiti, ne samo logotip, ampak so to energijo, o kateri si govorila. Gre za partnerstvo. Gre za partnerstvo. Jaz mislim, da je to naše osnovno vodilo, mogoče najbolj povem zgodbo, kako smo pravzaprav začeli zvezo sodelovati. Predtem smo že kako sem prej govorila, ekošolo tudi na tako dosti podoben način. 2016 smo se pogovarjali o tem, da zdaj bi bilo mogoče še čas, da mogoče sem bila kakšnega športnega sponzorstva. To je bila taka zelo direktno spostavljena tema, mislim, da smo dovolj veliki, dovolj prepoznali, da imamo kakšno športno sponzorstvo. Tako zelo simpel, tako logotip načela, pa gremo naprej. Pa meni to nekako ni sedlo, pa smo se pogovarjali zelo veliko o tem, kako pa kaj, in istočasno sem pa nekaj na ključju videla en post o Jerneju Stevniku, ki se takrat uvrstil v smučarsko reprezentanco. Če slučajno veste, Jernej Stevnik je zdaj že 18-19 let star fant, ki smuča monoski, pa je zelo močni, zelo hudi prometni nesreči, je pač ostal na vozičku. In je bil tudi v lanskem letu edini predstavnik Slovenije na zimskih paralimpijskih igrah, en mlajših udeležencev katerkoli. Je bil 12 ali 11. Skratka, bil je dober. Ampak zgodba je to, da smo se to 2016 načalno videla in smo začeli debatirati o tem. In prva reakcija, tudi pri nas se to priznamo, je bila, kako bomo to komunicirali? Pa sem se bo snidali, pa joj, to ne bo bilo dobro, pa to bi šport. Skratka, mi smo se soočili z lastnimi predsodki, s katerimi se predružba sooča, ko se pogovarjamo o športu invalidov. Sploh šport, za koga to sploh je, tistih pa športnikov, ki jih poznamo, se tudi to pogosto, pa tako naprej. To smo se vsem začeli pogovarjati za šport invalidov, mislim, da v 2 dneh smo imeli organiziran sestanek, to Damjan, predsednik zveze, zelo izpove. In smo se pogovorili, smo na mizo dali vse naše strahove, vse naše predsodke in tudi oni so na drugi strani rekli, da mi z sponzorji praktično nimamo nobenih
izkušenj in pravzaprav ne vemo, kaj pričakovati od sponzorja, kako bi se vi tega sploh lotili in tako naprej. Mi smo bili tako, to je bil instant ljubezni, ker smo se poklopili v vrednotah. In jaz vedno znova, kada se mi pogovarjamo o tem, na kakšen način sponzorstva ali pa neke sodelovanje, partnerstva spostavljati med komercialnim in nevladnim sektorjem, to mora biti poklop vrednot. To mora biti nekaj, kar rečemo, mi smo pa drug za drugega ustvarjeni. Mi razmišljamo podobno, ja, mi smo komercialni, vi niste, ampak razmišljamo podobno in želimo enako doseči. Seveda je to na koncu, ja, bi lagala, če bi rekla, Lidl Slovenija pa ni bilo do tega, da si mogoče na nek način ustvarimo nek ugled na področju nekih sponzorstev, ker tega nismo imeli. Ampak na dolgi rok pa to ne bi delovalo, če bi bilo samo to. In zaradi tega v bistvu smo mi zelo iskreno govorili o vseh naših težavah, ki jih vidimo na poti skupaj, in hkrati smo mi njih vprašali, ok, mi vam damo nekaj sponzorskih sredstev, ampak kaj vi potrebujete? In so rekli, mi imamo nekaj ful znano marketingu, zelo smo odhranjeni kadrovsko v tem, komunikacijsko, do medijev ne moramo pridati, mediji šport invalidov praktično ne obravnavajo, redki so kakšni prispevki, ne vemo, kako ven iz te neke take črne luknje. Pa hkrati v bistvu javnost ne pozna športa invalidov, smilimo se jim, kar to ni to, in ne želimo tega več. Mi želimo spremeniti pogled javnosti na šport invalidov. In to je bilo to. In iz tega smo izhajali, smo postavili v bistvu 2016, nam je šlo na roko, da je bil to paralimpijsko leto, kot je naslednje leto, tako da verjete, da bomo spet raztoravali nekaj. To je nam je šlo zelo na roko, ampak potem smo pa rekli, ok, 2017, kaj pa zdaj, zdaj bomo pa 4 leta čakati do paralimpijskih iger. In smo se sedeli in je prvo vprašanje ponovno, kje vas pravzaprav najbolj žuli? Odgovor je bil mladi. Mi nimamo mladih športnikov, oziroma imamo zelo malo. Kje so vzroki? Računalniki, preveč integrirano šolstvo, oziroma ta inkluzija, ki pa dostikrat pripelje do tega, da šole otrok s posebnimi potrebami oziroma z invalidnostmi ne vključujejo v telovadbo, ampak jih v bistvu opravičijo od športne vzgoje. Kar je nelogično, ampak tako je. Starši, ki so hiperprotektivni, nasplošno pač starost, verjetno tudi nisi, ki se najbolj zainteresirani, da bi se gibal, če ti vidiš, da ne moreš biti tako hitro kot nek tvoj sovrstnik in tako dalje. Skratka, ful je enih vzrokov, društva, športna društva, redko katera opremljena z znanjem, da bi to lahko izvajala in tako dalje, ne poznamo. Najglavni pa budemo to spremeniti. Nastal je program Postani športnik. In z tega programa Postani športnik se je celo naše sodelovanje potem začelo tako obogatiti, da zdaj lahko rečem, da imamo več kot 50 mladih, ki so se začeli, to je veliko za nas, kot je dosti blizu nule, več kot 50 novih mladih, ki so se ukvarjali športov. Ustanavljajo se konzorciji oziroma društva športnika, ki se bo ukvarjali športom invalidov in znotraj tega bo nastali konzorciji, ki se bo potegovali za financiranje teh društev pri lokalnih. Ker što se v tem, da denar nekje je, ampak na lokalnem nivoju ga je treba črpati. Na nacionalnem nivoju to počne zveza in je super. Na lokalnem nivoju se skoraj da razen v Ljubljani pa še mogoče kje ni nič dogajalo. Ampak denar tam je. Kar pomeni, da moramo okrepiti društva, okrepiti neke konzorcije, ki pa začeti črpati sredstva za to, da vzpostavijo športne aktivnosti za invalide. Pa ne govorimo o vrhunskem športu. Zato smo tudi pojmenovali Postani športnik. Ne postani najboljši športnik invalid, ne postani športnik. Mogoče ima pa nekdo 25 kg preveč, pa mu mogoče ni do tega, da bi se gibal. Mislim, se sama sebe poznam. Dajmo se vsi premakniti. Dajmo mogoče nagovarjati širši krog, kot samo otroke z invalidnostmi in njihove starše. Mi smo začeli na zelo velik nivoji delati in mislim, da je to pripomoglo k temu, da imamo vedno večjo prepoznavnost celotnega programa in da v bistvu mi še kar vztrajamo. In zdaj še ministrstvo se priključilo zraven, ampak mi še kar vztrajamo in to je samo začetek. To je res tako videti. Konstantno gledam, da Majda pa Gregor. Bravo, zaradi tega, ker vidite tudi v podjetjih si lahko najdemo take zaveznike, ki vidijo to bistveno širše. In se mi zdi, da poudarjam se eno stvar, ki bi mogoče še posebej poudarjati to, ne, vrednote. In se mi da, ko začneš nekaj gledati skozi vrednote, potem hitro vidiš,
nasvet tudi, pa dobra zgodba, kako biti bolj pogum pri tem delu. Tomaž, mogoče bih za tebe, prej si predstavljal eno kampanjo, kako pomembna je kreativnost zate prej. Odločilna. Težko še kaj več prej. Ja, kot sem že prej omenil, mi tekmujemo nismo v nekem mehurčku nevladnih ali pa družbeno odgovornih projektov, ampak tekmujemo za pozornost z tisoči brendov, ki se pojavljajo, skačijo ven iz vse posod. Seveda lahko tvoje poslanstvo pa to pripomore k temu, da si bolj opazen, gledka na blagovna znamka zgradi in tako naprej skozi čas, ampak moraš biti kreativen iz več namenov. Kot prvič, sploh pritegneš pozornost na določene teme, ki mogoče niso najbolj hot and sexy, kako je bilo zjutraj rečeno, ampak si zaslužijo, da so dovolj visoko, ne vem, govoriti o podhranjenih otrocih, ki če ne bodo dobili dovolj kvalitetne hrane, tudi če preživijo, bodo za celo življenje čutili posledice, zato ker kritična podhranjenost v otroštvu, če predolgo časa traja, je irrezibilna, zopet dopušča posledice, ni enostavno o tom govoriti. Ljudje tega ne želijo najbolj slišati, ni najbolj fajn in seveda je treba biti kreativen pri tem, kako tudi take stvari predstaviš, da pokaže tisto pot, tisto rešitev, pokaže tiste primere dobre prakse, ki lahko nekaj spremenijo. Tako da, če zelo poenostavim komuniciraš, da se dejansko se je, od časa sprejetja konvencije pred 30 leti se je število otrok, ki dočakajo svoje peto leto, leto se je prepolovilo, situacija je boljša, kot je bila, ampak še vedno umirajo milijoni otrok zaradi stvari, ki bi jih lahko preprečili, ali s cepljenjem, ali s hranjenostjo in tako naprej. Tukaj je vedno zelo delikatno, kako to komunicirati, brez da stigmatiziraš določene populacije, kontinente, brez da ne daješ misliti, da so v tistih krajih samo problemi, samo pomankanja, ker gre za neskončno kreativne ljudi in ne vem, mogoče banalen primer, mi poznamo Hollywood, pa mogoče Bollywood, ampak ne vem, nigerijsko filmsko produkcijo ali pa ne vem, afriško hip-hop, R&B sceno, pa že mogoče manj, ker smo ne prije do nas, ker sploh naša zahodna medijska scena ne predvaja tega, torej sploh ne vemo, da je prej tega ogromno, torej, malo sem zašel, ampak ti si rekel, zakaj je kreativnost pomembna, to se še malo s kreativnosti vrne. Zakaj je kreativnost pomembna? Zato, ker se po moje vsi soočamo tudi s tem, da nimamo na razpolago XY znesek denarja, pa da bi lahko uporabili kompletni medijski splet, pa da bi lahko šli v neko drago produkcijo, ampak vsi nekako poskušamo najti načine, da naredimo še vedno dovolj kvalitetno, pa zanimivo, ampak vsi šparamo. Na temu moram reči, da vsi plačujemo davek na to, da smo majhna država, da nismo angleško govoreča država, recimo tudi mi dobimo neke globalne kampanje, lahko pripravljene, tudi če se nam zdijo popolnoma primerne za uporabo v našem okolju, moramo narediti voice-over, moramo narediti adaptacije, moramo vse narediti, to vse da ostane. Mislim pa, da javnost do nevladnih organizacij, sploh pa takih humanitarnih poslanstv kot je naše, razen plač najbolj gleda pod stroškom za oglaševanje. Mislim, ker ste potroški za oglas, ki lahko dali otrokom pa dva otroka več rešili in ne vidijo logike, da je investiranje v to na dolgi rok neprimerno več prinese nazaj. To je v tujini mogoče stopno daljše zgodovino, tudi v svoji organizaciji samoumevno, da so tudi vložki v zbiranje sredstva, da so vložki, da so potrebni vložki v komunikacijske kampanje in žal je brez tega zelo težko. In s tem se po mojem vsi soočamo s tem. Vidim, da je zelo podobno tudi pri tistih razpisodajalcih, kjer kampanje pač gleda, kje boš na terenu naredil, kaj pa v zadnji, kako boš pa to skomuniciral, da to zahteva tudi
seveda določeno spet je kar izjemno. Tanja, kako ti vidiš kreativnost v sklopu družbenih sprememb? Se pravi, mi se itak v glavnem ukvarjamo s tem, da neke problematike prevajamo te kreativne zgodbe, tako da je absolutno ful pomembna. Je pa že spet, po mojem mnenju, še večji izziv, mogoče kot kreativnost v klasičnem marketingu, zato ker, ko sem jaz prišla v nevladni sektor, se je tudi nas, agencijskih ljudi, državni predsodek ali pa stigma, da smo površinski, da se ne poglobimo in da v bistvu kreativnost na prvem mestu, ne pa problematika, ki jo te organizacije obravnavajo, ampak da je to pač tako, zato ker se dobro sliši, dobro zgleda, da je to za nas že dosti dobro, ne. In sem v bistvu skozi prakso tudi sama ugotovila, da se je zelo težko in zelo pomembno res poglobiti, izluščati tista funkcionalna sporočila in jih potem še nadgraditi v zanimivo kreativno zgodbo, to je wow, ne. Mislim, že sam v zasnovi, pa seveda v manifestaciji, v materializaciji pa itak, ne. Tako da, se pravi, ja, razumevanje problematike in to prevajanje pa ključno tudi zato, ker smo tudi prej ugotavljali, ne, da za marsikaterega od družbenih pojavov, problemov ali pa tematika, ne, ljudje mislimo, da se nas ne tiče, in mi želimo prav s temi kreativnimi prevodi približati, mogoče v narekovajih pretentati človekovo pozornost, in na koncu mu pokazati, da se tiče marsikaj in marsikoga od nas. In prav kreativnost je lahko ta trg, na katerega primejo, mogoče samo en majhen primer, smo imeli pred parimi leti z društvom Fokus, smo sodelovali, so nam zaupali koncept razstave za problem porabe sredstev razvojnega financiranja v državah tretjega sveta. Se pravi, želeli so spodbujati ljudi, da tudi oni kritično, tudi mi kritično razmišljajo o tem, kako se denar porabi. In to je wow, res tako oddaljena tematika za enega povprečnega človeka. Se pravi, že tako kot smo se prej pogovarjali, imaš svojih težav veliko, zdaj pa razmišljati o tem. In je bilo res fino videti, da smo iz ene osnovne ideje razstave, kateri so bili pa zavezani zaradi razpisa, ker moč ti napisati, kaj boš delal, pa so želeli imeti recimo neke tele roll-upe, smo mi naredili tako izkustveno razstavo, ki je v bistvu ljudi v knjižnicah premamila, zato ker je bila čisto drugačna, ker je izstopala zaradi svoje pojavnosti in so prižigali lučke, vlekali predale, odpirali, mislim, pač različne stvari so bile res zanimive in potem mogoče dojeli, da so v resnici kaj od tega tudi zvedeli in da se, mogoče nekdo od njih je seveda potem pomislil tudi na to, da se ga to tudi tiče, Seveda je pa to že precej ambiciozen cilj, skozi te faze komuniciranja pa izkušnje se tudi filtrira število ljudi, ki se pač ki obstanejo v zgodbi in mogoče se pri kakšnemu na koncu tudi vedenje spremeni. Prešinalo mene vprašanje, mogoče Tomaž za tebe, A so v Sloveniji za velike socialno-marketinške kampanje so rezervirane za vladne inštitucije, za velike tenderje, za velike zgodbe? Ali se te velike zgodbe morajo delati na ravni nevladnikov, na ravni nekih ljudi, ki poznajo pa se dnevno soočajo s problemom? Kje misliš, da je trenutno Slovenija na tem zemljevidu? Kako bi rekel, jaz mislim, da ne bi smelo biti nujno tako. Pač pričakoval bi, da če se neke akcije socialnega marketinga izvajajo s strani vladnih ali organov, da pač predvidevam in tudi marsikdaj tako je, da je tam dovolj znanja in da s pravim sodelovanjem se lahko tudi izpeljejo. Je pa verjetno lažje priti do nekega financiranja z tiste strani, kot pa pri nevladnikih. Jaz bi tako rekel, absolutno je, mislim, da, ne vem, naša izkušnja je, da smo vedno bolj vključeni in smo vedno večkrat vprašani za mnenje na marsikaterem področju. Torej, da vsaj tista ministrstva, mogoče s katerimi sodelujemo, nekako se zavedajo te moči, nekega inputa, insajta s terena,
nekega znanja, ki ga lahko mi kot del mednarodne organizacije prenesemo, ki ga lahko kakšna druga organizacija, kot je, ne vem, Zveza prijateljev mladine, prinese iz day-to-day videnja problematike na terenu. In mislim, da smo na ta način sprejeti. Slabše je potem, kako smo financirani, ne? Ker se, ne vem, smatra, da, ne vem, UNICEF je velika organizacija, pa se ima denar. Mi imamo edini vir našega dohodka, so donacije naših donatorjev, ne? In mi moramo z njim odgovorno ravnati in če to uporabljamo za pomoč državi, nekako je mogoče neka mala nelogičnost tukaj pri celi stvari. Seveda pa je ta poziv k sodelovanju je fajn, ker ga lahko izkoristiš, da poskrbiš, da so pravice otrok sledene v stvareh, ki se pripravljajo. Ni nujno, ker končna beseda je seveda drugje, ne? Po drugi strani je pa to seveda vzame ogromno časa, energije ekipe, ki jo potem ne more za druge stvari narediti. Tako da težko biti tukaj enoznačno odgovoril, ne? Je pa res, da za eno veliko, vseobsegajočo, dolgotrajno kampanjo, to so sredstva, ki so lahko strahovito visoka, ne? In tu verjetno smo potem mi nevladniki zelo učinkoviti pri tem, iz česa in kreativni, iz česa naredimo. Se absolutno strinjam, ampak včasih se vprašam, koliko bi šele bili, če bi imeli, ne vem, ta določen denar za kakšno zadevo narediti še drugače, pa naprej. Ne, ker po moje se nihče od nas ne najde na neki točki, ko naleti na vprašanje, sem sigurno, na vprašanje denarja in do kje iti z vložkom, da bo maksimalni izplen. Ne? In tu je verjetno priložnost razvoja sektorja tudi, ne? Zagotovo, tu smo pa vsi tisti nevladniki, tisti, ki moramo te stvari pušati naprej. In se opravičujem, ampak ne vem, globalno UNICEF je začel, ne, predvsem v državah, kjer imajo večja podjetja, ki delujejo tudi globalno in ki imajo dobaviteljske verige in imajo svoja podjetja v državah v razvoju, tudi sodelovati na teh tako imenovanih shared value partnerships, ne, ko pomaga z ekspertizo, da popravi poslovne prakse in tako naprej, ne. Torej, ne bo šlo mimo tega, da se bo tudi privatni sektor na en način angažiral, ne. Kot je Tina rekla, seveda delajo nekaj dobrega, računa na to, da bo to tudi vplivalo na ugled blagovne znamke, da jim ne bo škodilo pri poslu, ne. Ne vem, zadnjič sem slišal od kolega iz UK, da raziskava med milenijci kaže, da 70% milenijcev želi kupiti izdelek, ki ima nek smisel od podjetja, ki ima nek smisel, ne. Torej, počasi bodo ratale premijske cene za izdelke in za podjetja, ki bodo spoštljivo ravnala do okolja, ki bodo naslavljala družbene spremembe, ne. Tako da mogoče bo logika kapitala pripeljala do tega, da se bodo tudi pozitivne spremembe zgodile, no. Več eno tako vprašanje. Predstavljajte si, vprašanje za vse tri, da imate neomejeno sredstev. Predstavljajte si, ne vem, mogoče ste Bill Gates recimo, da ste se kar da, ne, da ste Bill Gates in katero področje bi želeli spremeniti? Jaz imam tak slab fokus. Mi zdaj smo v fazi planiranja za 2020, tako da šef, če slišiš to, boš poslala. Jaz mislim, da se ne moramo lotiti samo ene stvari. Mislim, da smo ravno pri Zvezi za šport invalidov in potem po drugi strani tudi pri nenazadnje Hrana ni za tjaven dan pogruntali, da je vse med sabo povezano. Da nič ni otok zase, kjer bomo posadili nekaj dreves in posijali nekaj travic in to bo vse super raslo in to bo dovolj. Mislim, da kar bi jaz spremenila tako iskreno, sodelovanje. Jaz bi spremenila to, da se nevladniki med sabo začnejo povezovati, da gleda vsak svoj vrtiček. Jaz bi spremenila to, da bi se podjetja začela med sabo sodelovati, agencije. Ampak to sem jaz. Okay, to ne govorim v imenu Lidla, zato ker pač, ja, smo vseeno podjetje, pa moram zastopati tudi pač neko, bom rekla, podjetniško noto. Ampak osebno menim, da bo boljši svet takrat, ko bomo začeli sami med sabo
nehati si postavljati ovire pri sodelovanju in iskati kvečemo razloge, zakaj bi sodelovali in ne zakaj ne. In jaz mislim, da če bomo to naredili, bo marsikaj lažje, bo marsikaj boljše, bodo otroci z invalidnostmi imeli večji dostop do športnih objektov, ki by the way v Sloveniji še nimamo objekta, ki bi bil primeren za šport invalidov in je to vse stvar hude improvizacije in dobre volje staršev, pedagogov, trenerjev in društev. Bi recimo, ne vem, ne šla hrana v smeti, ampak v roke tistim, ki jo potrebujejo, ampak itak to pa ne bi bil več problem, zaradi tega, ker je več ne bi potrebovali, ker bi nekje drugje se uredilo kaj drugega. Tako da to je taka zelo povezana zadeva med sabo. Mene včasih vprašajo, zakaj mi ob koncu delovnega dneva pač določene stvari, pač kam gre tista hrana, ki ostane. Zelo veliko sodelujemo z Lionsi, imamo v bistvu v 16-17 trgovinah v tem trenutku odvoz preostankov popolnoma dobre hrane v humanitarne organizacije, vendar tega ne moramo početi bolj intenzivno. Recimo v Ljubljani delamo to samo v petkih, samo slovensko filantropijo. Zakaj? Ker v Sloveniji vse temelji na prostovoljstvu. In recimo to je ena takih stvari, ki je mogoče jaz pri nevladnikih, če pogledam, kako je v tujini, vidim profesionalizem v nevladniškem sektorju, je nekaj, pa jaz nisem nevladnik, ne me prosim grizniti, ampak je nekaj, kar bomo mogli na dolgi rok v Sloveniji urediti. Ker sicer vse temelji na tem, koliko ima nekdo volje, moči, po možnosti še lastnih sredstev in bomo, v bistvu, to ni vzdržno in če govorimo o trajnostnih kampanjah, tudi to ni trajnostno, vse moje osebno mnenje. Tako da po mojem sodelovanje pa profesionalizem v nevladniškem sektorju. Wow. Sem ful grozen, popolnoma ne lidlovsko sem odgovorila, ne? Evo to. Ne, odlično. Tanja, Bill Gates si in kaj bi spremenila na svetu? Zdaj, mogoče bom malo to izkoristila kot izgovor, čeprav v resnici je bolj iztočnica. Namreč v naši ekipi sem jaz ta realna, ne? Se pravi, jaz nekako sicer odpiram, ampak tudi omejujem, pa začrtam približno smer. Tako da sem bolj tako organsko naravnana, organska rast in to in zdaj te neomejena sredstva, to nisem še tem razmišljala, ampak bom pa tukaj si sposodila oziroma bom pa omenila željo sodelavke Simone, ki je pa kreativka, ki je pa pač brezmejna, ne, vsaj kar se tega tiče. No in lahko rečem, upam, da bi se ekipa strinjala, najprej bi se pogovorila, ne, da bi naredili nekaj z področja zaščite živali, ker se nam zdi, tukaj se strinjamo, tudi Simona nas je s tem malo okužila, da je to področje, ki je nekako zapostavljeno, ne, se pravi, seveda človek, ljudje, okolje, vse pomembno, se nam zdi, da se veliko dogaja pri živalih, bi pa recimo kakšen milijonček porabile. No, tako. Tomaž. Jaz bom spet rekel, da ne gre za ali, ne, pač treba si je najti svoje mesto pa pomagati. Ja. S profesionalizmom, ja, ta tretji glas. Ja. No, na povezovanju mi kar delamo s profesionalizmom, pa vedno trčimo na to, mi recimo tudi precej delamo s prostovoljci, pa nimamo profesionalnega koordinatorja prostovoljcev, ampak si pomagamo s študentsko pomočjo, pa pač v okviru oddelka za zagovorništvo malo koordiniramo, ampak pač par ur na dan nekdo pomaga s prostovoljci. Ne? In profesionalizacija, se mislim, da trend gre v to smer in tudi CNVOS je o tem dosti razmišljal. Profesionalizacija bi tukaj absolutno samo pripomogla k temu, da bi se prostovoljstvo povečalo. Ne? Profesionalizacija na tem področju ni zamenjava za prostovoljstvo, ampak že samo ta koordinacija, ne, sploh prostovoljcev, ki prihajajo lahko v stik z otroci, ker je tukaj celo področje tako imenovanega child safeguardinga, torej zaščite otrok, ne, ker absolutno se strinja, ne, drugače pa neomejena sredstva. Bill Gates, recimo, ne, Bill Gates, on dejansko ne, tudi dosti sodeluje tudi z našo krovno organizacijo, on ima ambicijo, da bi otroško paralizo pač eliminirali in ta cilj je relativno blizu, ne samo še res malo primerov v par državah na svetu je, tako da
Če bi imel pa še več denarja kot on, ne, pa bi šel pa kar dejansko, kot sem rekel v naši Bibliji, na konvencijo, ne, vsak otrok preživi, vsak otrok ima možnost izobraževanja, pod enakimi pogoji dečki in deklice do izobraževanja, vsak otrok ima enako štartno osnovo v življenje, živi v relativno čistem okolju, ima dostop do vira pitne vode, do zdravstvene oskrbe. To zgleda blazno utopično, tako malo kot na nekakšnem tekmovanju, ko so vprašani, kaj, ne, I will save the world, ampak dejstvo je, da bi bistveno povečanje vlaganja v otroke v zgodnji fazi do tistega trenutka, ko ratajo najstniki in so pripravljeni potem, da samostojni zase skrbijo, eliminacija revščine v otroštvu bi bistveno zmanjšala stroške funkcioniranja držav kasneje, ne, ker bi bilo bistveno manj potrebe za socialne transfere, če bi imeli otroci boljše izhodišče in tako naprej. Jaz mislim, da ta denar od Billa Gatesa v bistvu že obstaja, ampak da je potrebna politična volja. Tukaj poskušamo narediti, kar se da, ampak bi lahko bilo drugače, kot je. Tudi pri nas v svetu pa sploh. Super. Se bom kar navezal na to, kar si omenil. Potrebna je politična volja. Morda še tak pred konc. Kako čutite, Tanja, ti na eni strani kot NGO, na drugi strani kot socialni marketing, socialno podjetje, kako čutite vpliv nevladnega sektorja tudi na ta del, ne? Ker se ne moramo, če želimo neke socialne spremembe, se ne moramo izogniti lobiranju, se ne moramo izogniti spremembam na politični ravni. Kje smo? Jaz se bom spet omejila na naš mikronivo, če lahko, ker ga mogoče bolj obvladam kot kar makro. Pa že spet, se pravi, mi delujemo znotraj združenja Drogart, ki letos praznuje 20 let. Se pravi, 20 let delovanja na področju zmanjševanja škode zaradi uporabe drog in alkohola. Začeli se je zelo terensko, pop-up, ali kako bi rekla, z čistim entuziazmom. Potem pa se je organizacija v 20 letih razvila, profesionalizirala, rasla, tako da zdaj nas je okrog 20 zaposlenih vseh skupaj, a ne, pa tam čez 50 ali koliko prostovoljcev oziroma terenskih delavcev in delavk. In recimo, da ta nivo organizacije lažje umeščam v povezavo z političnimi spremembami oziroma sistemskimi spremembami. Vem, da sodelujejo, a ne, v organih, v nekih strokovnih telesih in na ta način imam občutek, da je omogočeno slišati glas tudi nas, ki prihajamo s terena, z vsakodnevnega stika z ljudmi, z uporabniki, zbiramo vtise, analiziramo, razvijamo in dajemo sugestije za spremembe na sistemski ravni. Tako da jaz mislim, da je to možno. Tina, kako je Lidl, zdaj pa vprašanje za Lidl Slovenija, kako je Lidl Slovenija lahko politično močna, da pomaga premakniti stvari na politične ravni? To je eno tako vprašanje, ker ga v bistvu nimam odgovora. Kar smo mi lahko močni je, da skupaj s partnerjem, recimo konkretno Zvezo za šport invalidov, postavimo program, ki postane tudi ki na nek način odgovarja tudi na dileme, ki jih ima sama država, se pravi, sama vlada. Pred letom in pol, zdaj ne vem točno, lahko da je 2 leti že od tega, je bil tudi sprejet nov zakon o športu, ki postavlja športnike invalide v enakopraven položaj, kot so pa športniki neinvalidi, kar sigurno ne bi bilo brez tega, da se ne bi na sami družbi začelo o športu invalidov mnogo več govoriti. A smo to zdaj pripomogli tudi mi? Morda lahko rečem kakšen kanček, res je pa res, da je potrebno na več nivojih istočasno delati. Jaz mislim, da tudi spet smo pri sodelovanju, ampak 1 na 1 bomo zelo težko močni, ne glede na to. Mislim, vedno je pomembno, da se združimo moči, da imamo na drugi strani nekoga, ki na strokovnem nivoju to zna argumentirati in postaviti in ima nek boj argumenta tam. Mi smo pa lahko mogoče podpora v tem trenutku pač Zvezi za šport invalidov, ki se bori za enakopravnost športnikov invalidov v Sloveniji. Dejstvo je, da v Sloveniji smo skoraj tam, pa ne še tam, pa kot je tujina. Pa mogoče sem malo pozabila, če sem v začetku povedati, kaj je bil tisti premik v glavi pri nas in mislim, da to tudi v družbi. Šport kot tak, to je tudi v bistvu gospa omenila, šport kot tak pripomore k boljšemu
boljšemu počutju, boljši samozavesti, boljšemu v bistvu pogledu na svet. In tudi pri invalidih je dokazano, da je več kot 60% ljudi z invalidnostmi, ki se ukvarja s športom, lažje dobi partnerja, več kot 70% se jih lažje zaposli, kar pomeni, da se vključujejo v neke družbene skupnosti in sisteme, ki jih mogoče na prvi pogled bi rekel, pa dobro, ne? Ampak invalidi so dostikrat v bistvu malo uporinjeni ob stran, tudi glede na to, kako smo poinštalirani mi vsi ostali. In jaz bi samo eno stvar mogla povedati in mislim, da to pa nima veze s politiko, sorry. Ampak nekaj mi je kliknilo v glavi, ko si rekla, da vedno postaješ boljša za vsako kampanjo, ki jo naredite, tudi pri sebi nekaj spremeniš. In ti si me potem vprašal, zakaj, kako ne. Mi ne bi tega počeli, ukolikor ne bi se istočasno stvari, ki so take, spreminjanje boljšega sveta, se dogajalo tudi pri nas v podjetju. Spravi, če ne bi mi sami pri sebi spremenili pogled na šport invalidov, na naše, mislim, mi smo tako ponosni na njih, to sploh ne morate vedeti. Če ne bi sami pri sebi na sistemskem nivoju delali z viški hrane, se pravi, kaj bomo naredili, ali lahko kaj zmanjšamo, kje lahko zmanjšamo, na kakšen način. Skratka, ni samo zunanja kampanja, pri sebi moraš pa začeti delati. Zato mislim, da tista podjetja, ki se lotevajo tega, mogoče celo z lobiranjem, če so pač v tem vešča, hvala Bogu, tiste podjetja, tiste komercialne recimo organizacije, ki to lahko počnejo, če počnejo to tako, da delajo tudi pod svojo črto, se pravi, ne samo kar je navzven, tista bo na dolgi rok to počela, pa učinkovito bo to počela. In to je tisto pravzaprav, kar je smisel. Pred parimi tedni sem bila na eni konferenci o content marketingu in tam so konstantno govorili, več predavateljev je govorilo enako, it's not about the peaks, it's about consistency. In v bistvu tem je cel štos. In socialni marketing ima vedno učinek na dolgi rok in tega se moramo vsi zavedati. Tudi če je kakšna kampanja ful dobra, jaz sem tebi rekla, ne moš trikrat zaporedoma narediti istega pika, verjetno boš mogel kaj drugače narediti s heroja. Ne? Tako da mislim, da tu je kreativnost, da ne umagamo. Tomaž, kje ti vidiš vašo vlogo kot del socialnih sprememb in lobiranja? Pri tem procesu, koliko lahko vplivaš na spremembe, ne, to se šele počasi dogaja. Ne. Torej, to so zadeve, ki so dejansko dolgoročne in so včasih tudi precej zoprne, zato ker pri nas je prihajalo do izrednih volitev, do menjav garnitur, si imel recimo določene programe, do določene točke napeljane, se potem ustavi nekaj časa, kar je normalno, ampak to so ovire. Jaz bi rekel, da je naša večjih moči je ta vpetost v mednarodno organizacijo, ki ima predvsem močan raziskovalni inštitut v Firencah in Učenti inštitut, ki dela razne zbirke podatkov, ki jih potem mi lahko ponudimo kot pomoč pri določenih odločitvah. Dostikrat se je že zgodilo, ne, da smo v partnerstvu z drugimi organizacijami, ki so bolj aktivistične, ki so bolj glasno določene stvari zahtevale, mi dali to podporo podatkovno. Ne. Obstajala je ena dobra raziskava Children of the Recession, ko je bila recesija v Evropi in so države različno uspele zaščititi otroke, da niso padli globje pod prag revščine. Ne. V Sloveniji imamo 11,8% otrok, ki živi pod pragom revščine. Če je otrok pri nas pod pragom revščine, to je nekaj drugega, kot če je pod pragom revščine v Ruandi ali na Škotskem ali kjerkoli, zato ker se dela na medijano populacije, ampak pomeni, da nima enakih možnosti za razvoj in za udejanjiti svoje potenciale. In mi smo recimo z dokazi lahko pokazali državam v razvitem svetu v Evropi, da tudi med recesijo obstajajo države, ki so znižale tveganje stopnje revščine otrok. Torej, da ne more biti to, da je recesija opravičilo, da je normalno, da na več otrok zdrsne pod prag revščine. V Sloveniji nam je, se popravlja, ampak nam je, torej niso upoštevali vsega, kar bi lahko, ampak mislim, da je tukaj naša moč, da razpolagamo s temi podatki, da jih znamo brati in da jih znamo interpretirati. Drugače smo pa, ne vem, to je taka operativna zadeva, po dolgotrajnem lobiranju več organizacij je vlada ustanovila Svet za otroke in družino. Smo se zelo borili, da bi bil samo Svet za otroke, ampak je postal Svet za otroke in družino, kjer smo člani tudi nekateri predstavniki organizacij. In
tam so dejansko vsi sogovorci iz različnih ministrstv in mi. Tako da imamo vsaj neki forum, kjer lahko pridemo s svojo agendo in da smo lahko slišani. Torej, se da, mogoče ni tako vidno, je manj zanimivo kot kakšna druga stvar, ki jo delamo, ampak se v ozadju še dogaja. In tukaj brez povezovanja absolutno ne bi šlo, tle se moramo povezovati. Super. Mislim, da smo se danes kar lepo premaknili od najprej tega, kar potrebujemo in kaj so sestavine in kaj so dobre kampanje, do tega, kar se mi zdi sodelovanja, povezovanja, do odlično spravi teh področij, da je fino prideti s podatki in imeti se povezovati in biti močnejši in super. Zdaj bi pa jaz za konec pa vse tiste, ki ste še ostali, danes vas ni, premamo lep sončen dan, še beseda za vas, skratka, vprašanja za naše goste. Imamo kakšnega kandidata, kandidatko? Imamo. Pa se je pogumila. Jaz bi se zahvalila za vse te besede, katere ste delili z nami. Najbolj všeč mi je bil odgovor od gospe Tine o tem povezovanju in tukaj bi sama pač še rekla, da se definitivno strinjam, da bi trebali takrat, ko ima katerakoli organizacija, kakršenkoli projekt, idejo, da ga začne nesebično deliti z drugimi, ki imajo podobno temo, se ukvarjajo s podobnimi zadevami, ne pa trenutno je tako, ne, ko dobiš kakršnakoli sredstva, juhu, to je moje in tukaj se zgodba zaključi in potem in projekt se zaključi še hitreje, kot se sploh začne, ne. Zato, to, kar je gospa Tina omenjala, res hvala za to, tudi sami bi trebali pozvati organizacijo okoli sebe, definitivno. In sam na tak način se lahko dolgoročno karkoli spremeni. Hvala. Hvala za komentar. Jaz bi mogoče sam to omenila. Jaz sem drugač bila, zdaj sem podpredsednica, prej sem bila predsednica Društva za odnose z javnostmi in v bistvu tudi sami v društvu pač majhni smo, pa delamo sicer sami, a ne, vsak v svoji službi, ampak vseeno smo potem v nekem trenutku ugotovili, da brez povezovanja z drugimi ne bo. Tako da recimo s CNVOS-om, smo organizirali tudi tole, oziroma Veronika, hvala za organizacijo, ampak predvsem smo tudi organizirali neke delavnice za njihove člane itd., kar pomeni, da v bistvu mi imamo znanje, lahko ga ponudimo in predvsem jaz vem, da ja, vedno na koncu se konča pri denarju. A ni celo nek rek slovenski, da se pri denarju se konča nekaj tasga? Slovenci pač. Ampak bolj gre meni tukaj za to, da imamo izredno veliko izkušenj in jaz blazno rada poslušam kolege, ki razlagajo o nekih svojih praksah. Recimo Drogart spremljam že, odkar je Mina bila med prvimi, ja vem. Ampak ful dobro zaradi tega, ker ne, da to pomeni, zdaj se pa rada pripopeljam ta vlak. To pomeni to, da je ful dobro, da iščeš neke ideje, kako to stvar skupaj speljati. Verjemite, če nas bo 10, ki bomo glasni, ali pa 10, ki bomo porivali v eno smer, bomo tisti tank nekam premaknili. Sicer ga ne bomo, ampak se bo vsak na svoje matro obupal, pa bo drug prišel, pa bo spet probal in je to brez veze. Zato sploh prek večjih komunikacijskih stvarih bi bilo zelo, zelo dobro ne razmišljati toliko skozi prizmo denarja, ampak bolj skozi to, kako lahko učinek multipliciramo. In mene včasih vprašajo, kaj je družbena odgovornost recimo nekega podjetja. Mi delamo škodo, to ne moramo reči, da ne. Mi vemo, da onesnažujemo okolje, da imamo presežke hrane, da pač nekaj delamo, pač sicer ne obstajamo, to vsi delamo. Ne? Vsak posameznik pri sebi dela določeno škodo temu planetu, tej družbi, kakorkoli. Ampak če se ti ustaviš in rečeš, ok, zdaj bom pa jaz naredil to, tu delam, zapravi, ne vem, jaz vedno kruh zmečem stran, recimo, da si izmišljujem, ga ne, ampak spravi, kaj bom naredila, da ne bom kruha zmetala stran, ga bom malo manj kupila, ali bom ga dala v zmrzovalnik, pa ga bom po porabi ven jemala. Skratka, nikoli ne more biti en recept na enak način, tako naprej. In organizacije so tudi drugačne. In recimo Lidl Slovenija lahko naredi nekaj, nekdo drug lahko naredi nekaj drugega. In če mi dejansko nek val sprožimo in vsak naredi svojo vlogo, ali izpolni svojo vlogo, pa lahko naredimo mnogo, mnogo več. In mogoče je tu tista skrivnost, ki nas bo pripeljala čez 20 let v neki boljši svet, ker se bomo nehali gledati samo korist zase in do sem in naprej se me pa ne dotikite in se mene ne tiče. Kar sem hotela pa kolegico vprašati iz Velike Britanije, pa sem zdaj šele spomnila, ampak mi je že ušla.
Je pa kako so angažirali tudi na lokalnem nivoju stvari. Ta del sem pogrešala. Tako da, če se lahko, Veronika, bom zelo vesela. Super. Še kakšno vprašanje? Če ne, predlagam, da še mogoče vsakdo. Imamo. Še eno vprašanje pa je. Super. Živa, Tita, še enkrat. Tanja, jaz sem zdaj pogledala te tvoje, te vaše videospote oziroma te akcije, ki ste imeli, so super, a ne? In glede na to, da kar spremljam, a ne, kaj se dogaja, ne moram verjeti, da sem zgrešila to in si res srčno želim, tako kot si ti rekla, da bi imeli malo več budžeta, da bi si to širili, ker se mi zdi super. Mislim, predvsem te dva, ne, mlade punce, ki začnejo prvič dejtati, pa tako da bi malo več imeli nekega znanja, pa poguma, pa ta druga o besedilih v... Furam brez telefona. Ne, to, ko so besedila v pesmih, Ja, treba je pokazati rit. Ja, super, no, tako da, in ne moram verjeti, sploh nisem pač, nikjer nisem se sledila v medijih, tako da... Mi svoje projekte res primarno financiramo iz projektnih budžetov različnih ministrstev ali pa lokalnih financerjev. Zato je mogoče tudi to, kar si prej David omenil, res, kadar so večletni projekti oziroma programi financirani, je pol možno tudi res več narediti in dlje seči. Mi imamo pa dostikrat take sezonske izdelke in potem je rok trajanja. Mislim, rok trajanja je daljši, no. Tako da lahko tudi drugi še pogledate na naši spletni strani. Ja, pa Tina, za vas, jaz nisem, super mi je, da smo tudi spoznali eno drugo plat Lidla, no. Jaz ga nisem poznala, tako da fajn. Hvala. Super. Hvala, Tita. Mogoče še zaključne misli. Mislim, da se je že nekaj zelo lepih porodil. Bi še Tanja, Tomaž, kaj delil za zaključek? Tudi ti? Še zdaj mi nič novega ne pade na misel. Mogoče res sama še nisem poudarila tega, kar sta oba druga. Ja, pač res sodelovanjem smo močnejši, skupaj res lahko dosežemo več, če nas vodijo iste smeri, je to tono. In v nevladnem sektorju si predstavljam, ali pa v socialnem marketingu, da res ne bi smeli biti konkurence. Tudi to je bila mogoče ena malo utopija, ko sem prišla iz gospodarstva v nevladni sektor, se mi je zdelo, da bomo vsi ful sodelovali. Pa so bili pa razpisi, pa si se mogel prijaviti, to isto kot pri agencijah Pitch. Pač 10 se jih prijavi, 3 dobijo. V bistvu pa mogoče vsaka eno malenkost naredi, če bi naredila vse skupaj kaj večjega, pa bi bilo tudi bolj povezano, pa tako. Ne vem. Da ne bomo vsi isto govorili, jaz bom rekel, da mi se včasih iz čist taktičnega razloga, ampak to pomeni, da sodelujemo, ker se iz taktičnega razloga zmenimo, da bomo vsak po svoje isto komunicirali. Lahko je tudi to taktika, torej, da je več glasov slišati na isto temo, če so usklajeni. Drugače pa mogoče, odkar smo zjutraj predstavljali našo zgodbo, se je zgodilo to, da nam je Amadeja javila, da je bila sprejeta na Likovno akademijo. Tako da smo bili ful veseli zanjo. Pa kljub temu, to je rahel EPP, ima za dober namen, kljub temu, da se nam prostor lepo polni, mi imamo naslednji teden eno redko priložnost, da pride k nam kolega Išmail Beake, drugače Goodwill Ambassador UNICEF-a, in je bil otrok vojak v Sierra Leone, s pomočjo UNICEF-a iz vojaške skupine rešen in je napisal eno ful dobro knjigo, tako da je pač na Amazonu pravil, da je ena od 100 knjig, ki jih v življenju moraš prebrati. Imamo en dogodek, pogledajte si malo na Facebooku, če bi kdo želel poslušati pogovor z njim, mislim, da bo tudi tako 2 prijetni uri, tako da se opravičujem, ni preveč, ampak je dejansko zgodba poslanstva, zakaj delamo. Torej, on je rekel, če preživiš, imaš šanso, da ti nekaj lepega zgodi, nekaj lepega se mu dogaja, jaz vam želim, da se vam nekaj lepega zgodi danes popoldan in ta teden in do novega leta in še naprej. Ja, 2 mesti so siguren, ker sem jaz včeraj skenslala. Sem čakala, da boš to omenil. Zobarja imam, sorry. Ampak, prav, super. Mogoče sam ta del, ker je pač tudi tam kolegica zadnji rekla, drugo plat Lidla. Gospodarstvo ni big bad wolf.
Kar je mogoče dostikrat percepcija, ja, smo gospodarske družbe, imamo nek fokus mora biti tudi profit, ker če profita ne bo, ne bomo imeli finančnih sredstev, da bomo delali zgodbe, ki jih pa lahko delamo. Skratka, to je cela taka lepa veriga. Ni pa big bad wolf, tako da dostikrat me vprašajo nevladniki, kako pa pristopam k gospodarstvu iskreno, pa pripravljen, pa razmislite o tem, kdo so oni in vzpostavite partnerstvo, ki temelji na dejansko iskreni vezi. Skratka, naj ne bo, vi njih rabite, ker so oni lahko molzna krava, grdo bom rekla, se opravičujem, ampak to je bo en izraz, enkrat napram meni važen. Mi ste itak samo molzna krava. Okay? Ampak je pa mleko dobro. Po drugi strani pa seveda strani organizacije, pač profitne, se pravi komercialne, pač morate dobiti, pričakujte ali pa celo zahtevajte neko podporo pri svoji dejavnosti. Skratka, tako, kot si ti recimo rekel prej zelo dobro, če bi agencija pristopila k vam, pa bi ti občutek imel, da je tukaj nekaj drugega odzadaj, kot pa to, da želijo dejansko to zgodbo dvigniti, bi verjetno se ustavil. In jaz verjamem, da bi bilo enako pri Zvezi za šport invalidov, če bi pač začutili, da je tukaj odzadaj nekaj drugega. Naša pot ni enostavna, pa ne bo enostavna in ravno zaradi tega pravim, da zato moraš biti vztrajen. In to sodelovanje in povezovanje med nevladniki in gospodarskim sektorjem, po mojem mnenju, bo tudi pripeljalo do nekih dobrih rešitev z večjimi budžeti. Tako da jaz vam tudi želim lep dan, pa upam, da naši odbojkaši danes zmagajo. Super. Tanja, Tina in Tomaž, najlepša hvala. Hvala za vse mislijo in support. Hvala pa CNVOS-u, ker ravno te vrednote, o katerih smo se pogovarjali, tudi skozi to konferenco deli. Skratka, hvala za sodelovanje, hvala za pomoč pri razvoju in gremo dalje v nove zmage. Ne se bati velikih izzivov.